Lepo pozdravljeni. Posavski tednik začenjamo v Brežicah, kjer so na izredni seji Sveta regije Posavje posavski župani soglasno sprejeli sklepe, s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj brežiške bolnišnice. Razlog za sklic seje je predlog strategije intenzivne medicine, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj. Ključna stvar je, da to tudi v zakonu sploh ni določeno, kaj bi pomenila lokalna bolnica. Vsekakor pa po našem mnenju gre za krčenje programov in pa seveda tudi na dolgi rok sistematično onemogočenje dodatnega razvoja. Mi ocenjujemo, da v primeru sprejema takšne strategije, kot je, to pomeni bistveno slabšo oskrbo pacientov Posavja na sekundarnem nivoju. Hribarjeva ob tem dodaja, da predlog strategije med drugim pomeni manj kadra za oskrbo bolnikov. Torej, strategija predvideva zagotavljanje zdravnika 8 ur dnevno, ostalo pa pripravljenost. To je praktično za organizacijo dela v naši bolnišnici nemogoče, saj potrebujemo zdravnika ves čas, glede na to, da imamo kirurški oddelek, urgentni center, interni oddelek, ki so največji uporabniki seveda tudi intenzivne medicine. V brežiški bolnišnici predlog strategije razumejo tako, da ukolikor pacient potrebuje daljšo oskrbo od 24 ur, se ga premesti v drugo bolnišnico. Problem strategije je, da ne opredeljuje, kam naj bi te paciente transportirali niti na kakšen način. Kar pa je za bolnišnico Brežice absolutno nesprejemljivo, ker imamo dokaj slabe izkušnje z premeščanjem pacientov na katerikoli nivo v državi. Namen izredne seje Sveta regije Posavje je bil pripraviti skupna stališča, s katerimi bodo usklajeno zagovarjali interes razvoja brežiške bolnišnice. Svet se je na ponedeljkovi izredni seji namreč sestal na podlagi za v četrtek sklicane izredne seje Odbora za zdravstvo v Državnem zboru. Zaenkrat smo povabljeni na odbore in se bomo seveda tudi udeležili odbora. Jaz verjamem, da se bojo tudi z ostalimi bolnišnice, kjer so prav tako nekako na udaru. Vemo pa, da vsak minister, ko pride, najprej seveda želi nekako poseči v delovanje bolnišnic najmanjših, kot so Brežice, Trbovlje in pa Ptuj. In jaz sem prepričan, da z reorganizacijo ali pa z bilo kakšnimi takšnimi spremembami sigurno slovenskega zdravstva ne morejo rešiti in tu gre več ali manj za neke kozmetične želje po nekem reševanju, na dolgi rok pa predvsem za škodo Posavcem in pa predvsem ljudem, ki tu živimo. Stališča bodo podprli tudi posavski poslanci. Jaz najprej na današnjem sestanku pričakujem, da se bomo pogovorili o tem, katere so tiste točke strategije, ki so najbolj kritične. O tem nas bo obvestila direktorica splošne bolnišnice. Na seji Odbora za zdravje pa pričakujem seveda, da se bomo Posavci zavzeli za skupne interese, to je za to, da se ta bolnišnica ohrani takšna, kot je, s takšnimi programi, kot jih ima, ali pa ne mara tudi celo s kakšnimi novimi programi. Na četrtkovo sejo je vabljen tudi strokovni kader iz brežiške bolnišnice. Jaz mislim, da bo prispevala k širši družbeni obravnavi tega področja, ker mislim, da ne gre zgolj za eno področje, majhno področje dela na področju zdravstva, temveč za eno strateško spremembo na področju zdravstva. Zato mislim, da je širša razprava potrebna. To se bojim, da se bodo izgovarjali na to, da tle ne gre za politično odločitev, ampak za strokovno, ker je to pač strategija, ki jo določajo zdravniki, internisti in podobno. Skratka, izgovarja se bojo na razne strokovne argumente. Jaz pa pričakujem, da bomo vsi toliko enotni, da bomo vendarle opozorili na to, da s tem, ko jemlješ določene programe, da s tem siromašiš tudi finance bolnišnice in ne nazadnje s tem samo bolnišnico. Svet regije Posavje je na izredni seji potrdil vseh 5 predlaganih sklepov, med drugim zahtevajo, da mora zdravstveno ministrstvo pred sprejemom sistemskih sprememb na področju zdravstva, ki jo obravnava predlog strategije, zagotoviti široko in temeljito javno razpravo. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v Krškem kulturnem domu potekala osrednja občinska slovesnost, na kateri so domačim ustvarjalcem podelili Prešernove plakete in priznanja.
Ob kulturnem prazniku so se v Krškem že tradicionalno poklonili tistim, ki predano delujejo v ljubiteljski kulturi in tudi kažejo izredne uspehe na tem področju. Tudi v letošnjem letu so podelili priznanje za dosežek leta, priznanje za hvalo ter bronaste in srebrne Prešernove plakete. Med prejemnike srebrnih Prešernovih plaket se je zapisala tudi Sonja Levičar iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. V ljubiteljsko kulturo sem aktivno vključena že od 96. leta, ko sem se s tem začela profesionalno ukvarjati, ko sem se zaposlila na Zvezi kulturnih društev in potem na Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Poleg te službe sem pa že 19. leto tudi pri Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem in seveda pri Zvezi kulturnih društev tudi sem še vedno tajnica. Srebrno Prešernovo plaketo sta poleg Levičarjeve prejela še Andrej Resnik iz Kulturnega društva Svoboda Brestanica in Milena Roštohar iz Društva likovnikov Krško oko. Slavnostni govornik na prireditvi je bil lanski prejemnik Zlate Prešernove nagrade Anton Petrovič, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je kultura neomejen, a obenem trden, prostran, bogat koreninski sistem družbe. Da je kulturno življenje v občini na visoki ravni, se strinja tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško. Ob tem je izpostavil nekaj sredin, kjer je ljubiteljska kultura najbolj zastopana. V ljubiteljski kulturi v občini Krško so predvsem zastopano gledališka dejavnost kot takšna. Imamo pihalni orkester, imamo folklorno skupino, recitatorske skupine in pa ročnodelske spretnosti. Se pravi, to je tisti segment, ki je nekako, seveda poleg vokalne glasbe, ki je najbolj zastopan v posameznih društvih. Najmanj zastopana je plesna dejavnost. Se prebujajo določena področja, tako da imamo na tem področju še nekaj rezerve in upamo, da bomo našli entuziaste, mentorje, ki bodo sposobni nadaljevanja oziroma začetka tudi plesne dejavnosti. Kulturna društva pri delovanju podpira tudi lokalna skupnost. Občina Krško za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture vsako leto objavi razpis. Društva se prijavijo na razpis, komisija oceni posamezno prijavo in glede na oceno potem tudi društvo dobi določen znesek, s pomočjo katerega izvaja svojo redno dejavnost in pa tudi posamezne projekte. Za razpise občina letno namenja približno 100 000 evrov. Seveda si želimo, da bi bilo tega denarja več, kot ga je, vendar razumemo, da je denar ni samo za kulturne dejavnosti, ampak da mora občina v okviru svojih pristojnosti pokrivati širši spekter. Vsekakor pa si društva glede na uspehe, ki jih dosegajo v slovenskem merilu, bi zaslužila tudi kakšen evro več. Za razpise je približno 100 000 evrov, dočim za ostala področja pa koliko so vredni najemi, dvorani in podobne zadeve. Tako da, če bi rekel, vse skupaj je na postavki kulture nekje približno 2 milijona evrov, vendar moramo vedeti, da to ne gre za ljubiteljsko kulturo, ampak da gre več za institucije in pa tiste javne zavode, vendar so vsi združeni pod eno postavko in zato zgleda številka dokaj visoka. Omogočajo jim tudi prostorske možnosti. Kar se pa tiče poklicne ali pa profesionalne kulture, pa imamo tukaj dve večji inštituciji, to so knjižnica in pa kulturni dom. Tukaj je glavna briga, so objekti, ki pa zopet služijo potem ljubiteljski kulturi. Skratka, ljubiteljska kultura se mi zdi nekako tista, ki je na nek način polnilo, oziroma tisti, ki daje vsebino kulturi v naši občini in zato je tudi potrebno ustrezno parirati s sredstvi. Kulturni praznik so obeležili tudi v Brežicah. Na osrednji prireditvi, ki je potekala v Domu kulture, so za predano delo in uspehe na področju ljubiteljske kulture domačim ustvarjalcem podelili priznanja in odličja za leto 2018. Brežiški dom kulture je ponovno gostil ustvarjalce in snovalce kulturnega življenja v občini, ki so se že tradicionalno ob slovenskem kulturnem prazniku poklonili tistim, ki so v zadnjih letih na tem področju pustili največji pečat. Podelili so 4 priznanja, 3 srebrna in 2 zlati odličji ter 2 častni priznanji. Slednjega je prejel tudi Slavko Mihelin, ki je v moškem pevskem zboru Bizeljsko aktiven že 40 let. V glavnem vse se je dogajalo za mojim hrbtom, tako da so mi na zadnjih vajah pevci povedali,
to zadevo. Tako da hvala lepa njim, hvala lepa moji ženi in pa seveda hvala lepa občinski komisiji, ki je pač potrdila. Slavko Mihelin si sicer močno prizadeva za obstoj moškega pevskega zbora na Bizelskem in ohranjanje tovrstne kulture v kraju. Vseh 40 let se nekako borimo z člani. Najbolj uspešni smo bili tam okoli 2000. leta. 2000. in 2002. leta smo odšli na medobčinsko revijo in takrat je bila kvaliteta, bi rekel, najboljša. Ker se preko ljubiteljske kulture ljudje tudi medgeneracijsko povezujejo, si v svojih vrstah želijo mlajših članov. Takšni časi so, da imajo pač ljudje službe čez cel dan, tako da je problem priti na vaje in se ne odločajo, tako da se borimo s tem. Polna kulturna dvorana je znova dokazala, da kultura v občini Brežice živi. Po besedah predsednika Brežiške zveze kulturnih društev ima ljubiteljska kultura v občini zelo velik pomen za družbeno življenje. Z ljubiteljsko kulturo se v občini Brežice ukvarja veliko društev, imamo 30 kulturnih društev, v njoj je članjenih približno dobrih 1500 aktivnih članov, se pravi, to predstavlja 5 do 6% aktivnega prebivalstva občine Brežice. Velika številka, ki kaže na precejšnjo razvejenost ljubiteljske kulture v občini. V Brežicah so v ljubiteljski kulturi najbolj zastopani pevski zbori, folklora, plesi, godbe, napihala, dramske sekcije, tako da imamo na vseh področjih zelo razvejeno dejavnost. Na občini Brežice poskušajo zagotavljati ustrezne pogoje za kulturo, tako za ljubiteljsko kot profesionalno in tudi za kulturno dediščino. Sigurno ena od ključnih stvari je, da zagotavljamo predvsem prostore, tako kulturni dom tukaj je v Brežicah, kako tudi smo več ali manj poskrbeli, da so praktično vseh večjih krajevnih skupnosti tudi prostori, v kateri se kulturne dejavnosti razvijajo. Seveda poleg tega pa tudi sofinanciramo javni sklad kulturnih in pa preko razpisov tudi kulturna društva. Tako da seveda jaz verjamem, da ne glede na to, da denarja je vedno premalo, da je to tisto osnovno, da lahko zagotavljamo kvalitetno delovanje naših društev, ki delujejo dejansko zelo na visokem nivoju. Seveda pomembno pri tem vsem pa je tudi sama glasbena šola, katero seveda tudi občina delno sofinancira. Tudi v kulturnih društvih, ki delujejo v občini Brežice, so s pogoji za delovanje načeloma zadovoljni. Pogoji delovanja v občini Brežice so razmeroma dobri, zmeraj bi bilo potrebno še kaj več, ampak glede na ostale kraje ocenjujem, da je razmeroma dobro poskrbljeno za vse dejavnosti. Na Bizelskem imamo zelo lepo poskrbljeno, imamo ogrevan prostor, hvala lepa krajevni skupnosti občine, pa prosimo še za naprej. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Stojan Pelko. V krajevni skupnosti Senovo so že tradicionalno združili krajevni in kulturni praznik s skupno prireditvijo, na kateri so se poklonili najzaslužnejšim krajanom. Ob tokratnem krajevnem prazniku so na Senovem priznanja in znake podelili kar 11 krajanom oziroma organizacijam, ki so s svojim delovanjem pustili pečat v življenju kraja. V našem kraju imamo zelo močno kulturno dejavnost, tako z našim tem kulturnim društvom in tudi krajevni praznik posvečamo pohodu 14. divizije, ko je leta 1944 so uničile nemško postojanko v Senovem, takrat 14. divizija in to je naš praznik, katerega obeležujemo v naši krajevni skupnosti. Krajevna skupnost Senovo je ena večjih v občini, v njej pa živi nekaj manj kot 4000 prebivalcev. Krajevni praznik pa je tudi priložnost za pregled dogajanja v skupnosti v preteklem obdobju. V minulem letu so največ sredstev namenili področju infrastrukture. Taka vidna investicija v našem kraju je izgradnja mostu na Tomšičevi ter ureditev križišča pri Omerzotovem hlevu, katero se je križišče razširilo, tako da je zdaj primerno in spodobno za uporabo krajanom. To je eden od večjih, potem imamo pa enih par je bilo odsekov manjših v urejanju kanalizacijskih sistemov in te kanalizacijske sisteme bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali po ulicah po Senovem. Kajti vse te ulice na Senovem niso bile do sedaj povezane v kolektor
po Titovi ulici, kateri pelje na Čistino na pravo Brestanico. Sicer pa si v letošnjem letu želijo nadaljevati z investicijami in ostalimi projekti na področju infrastrukture. Po naši krajevni skupnosti imamo 140 km cest, tako da vsako leto se tukaj urejajo po manjših odsekih. V lanskem letu smo dokončali cesto na Šedem Dovško, to je ena večjih, katera je bila zaključena lansko leto. V letošnjem letu imamo pa več odsekov manjših po hribovitem delu krajevne skupnosti. Na Senovem bo letos tekel velik gradbeni projekt občine Krško, saj ta načrtuje začetek gradnje vrtca, vrednega 2,5 milijona evrov. Pričakuje se gradbeno dovoljenje in v letošnjem letu se bo začela novogradnja na novi lokaciji pri upravni stavbi, tako da je pričetek gradnje v letošnjem letu, zaključek je pa predviden v naslednjem letu. Med večjimi projekti so v načrtu še izgradnja poslovilnega objekta v Stranjah, izvedba energetske sanacije doma 14. divizije ter aktivnosti za kolesarsko povezavo Krško-Kozje. Letni proračun krajevne skupnosti Senovo sicer znaša 123 tisoč evrov. To dobimo za vzdrževanje občinskih cest drugega javnega reda. To so ceste, katere upravlja krajevna skupnost. Teh cest imamo v naši krajevni skupnosti 40 km. In te ceste vzdržujemo, zimsko, letno vzdrževanje, po vse manjše investicije po kraju, pa družbene dejavnosti, pomoč društvom, sofinanciranje, in to so v glavnem glavni porabniki našega proračuna vsako leto. Na osrednji slovesnosti so podelili tudi naziv častnega krajana, in sicer dolgoletnemu dirigentu pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo Janezu Ceglarju. Podjetje Infra je v sklopu ureditev vezanih na izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi v 2017 in 2018 gradilo kanalizacijsko omrežje za naselja Gornje, Srednje in Spodnje Pijavško. Občina Krško se je odločila za sočasno izgradnjo vodovoda, vzporedno s kanalizacijskim omrežjem skozi naselja. K koncu se bliža izgradnja vseh ureditev po državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Krško, natančneje gradnja čistilne naprave in kanalizacije Pijavško. Ta gradnja se približuje koncu. Rekel bom, da je praktično v večji meri dokončana, gre za zaključna dela še na sami čistilni napravi. In je zadeva potekala, mislim, da najbolj intenzivno v preteklem, torej 2018 letu. Investicija, ki jo gradimo in v katero je država Slovenija prispevala sredstva, znašajo tako cirka 1 milijon evrov. V sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja za naselja Gornje, Srednje in Spodnje Pijavško se je občina Krško odločila za sočasno izgradnjo vodovoda, vzporedno s kanalizacijskim omrežjem skozi naselja. Na območju Pijavškega Infra izvaja zaključna dela v zvezi z gradnjo elektrarne v Krškem. To je še neka obveza, ki jo Infra pač imela in jo sedaj počasi zaključuje. V lanskem letu so gradili kanalizacijski sistem in hkrati s tem kanalizacijskim sistemom so bile v zemljo položene tudi cevi za vodovod, kajti občani s področja Pijavškega so izrazili željo, da bi prenesli svoj vaški vodovod na občino in s tem prešli tudi na drug vodni vir. Trenutno je urejena primarna instalacija, ni pa še izvedenih priključkov, saj še ni ustreznega vodnega vira. Ta naj bi bil priskrbljen Senovskega vodovoda. Projekt je sicer vreden 80 tisoč evrov. Infra bo v občini Krško letos sicer še nadaljevala z nekaterimi ureditvami. Predvsem na ureditvi voda govorim o pritokih v reko Savo. Govorim o potoku Žlapoc, potem o potoku v Stari vasi, na drugi strani Save. Te ureditve pridejo na vrsto v letošnjem letu, tako smo tudi napovedovali, tako da v Krškem se bo še kar nekaj manjših stvari zgodilo, dogradilo. Je pa res, da to ni več program elektrarne Krško, ampak je to vpliv elektrarne Brežice. Ampak kljub temu rečemo, da bomo še v Krškem nekaj morali narediti in program izvesti do konca, da bo ta poplavna varnost tudi v samem mestu Krško zagotovljena. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Župan občine Krško Miran Stanko je s februarjem poleg Ane Somrak imenoval še 2 podžupana, in sicer Vlada Grahovca in Silva Krošlja. Vsi bodo delo opravljali nepoklicno. Ana Somrak bo opravljala naloge z področja sociale, urejanja prostora in varstva okolja ter romske problematike. Vlado Grahovac z področja gospodarske infrastrukture in civilne zaščite, Silvo Krošelj pa z področja delovanja krajevnih skupnosti in družbenih dejavnosti.
Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom sta bili namenu predani 2 novi knjigobežnici v Brežicah, ena pred osnovno šolo in druga v parku pri občinski stavbi. V občini se sedaj nahaja že 13 knjigobežnic v obliki lesenih omaric s knjigami, kjer si lahko občani izmenjajo knjige po načelu prinesi-odnesi. Plavalci Krškega cedulozarja so se 9. in 10. februarja v Mariboru udeležili državnega prvenstva za mlajše dečke in deklice. Barve cedulozarja je zastopalo 8 plavalcev. Največji uspeh je požela Ema Menoni, ki je v mlajšem letniku v 6 nastopih osvojila kar 5 prvih mest in 1 drugo. Teniški klub Krško pa je v soboto in nedeljo gostil tekmovanje v midi tenisu ter tenisu do 11 let. Tekmovanje se je vključilo več kot 50 otrok iz različnih slovenskih teniških klubov ter 3 domači igralci. Občina Krško, Krško združenje borcev za vrednote NOB in Kulturni dom Krško so podpisali pismo o nameri sodelovanja pri varstvu in upravljanju spomenikov in obeležij NOB. Na območju občine Krško je okoli 70 spomenikov, spominskih plošč oziroma spominskih obeležij iz obdobja Narodno-osvobodilne fronte. Skrb zanje je bila do sedaj ena pomembnejših nalog Združenja borcev za vrednote NOB. Podpis pisma o nameri je v zvezi s tem za združenje eden večjih dosežkov. To so spomeniki, ki imajo neko spominsko in ne vem kakšno vrednost še na tiste čase, na katere zlasti mladina danes nekako pozablja, kaj dosti ne ve, kaj se je takrat dogajalo. No in spomenik pa je ena taka zadevščina, ko mimo gre nekdo, pa kaj pa je tukaj bilo, pa se ve. In dej, če so ti spomeniki urejeni, čisti, obnovljeni, so tudi bolj privlačni za mlade, bo šel pogledati, če je zapuščen, bo šel pa mimo, ne. Kot je ob podpisu pisma o nameri še dejal Lojze Štih, so s stanjem spomenikov lahko zadovoljni. V občini Krško so namreč že pred leti dosegli dogovor in z vsakoletnim razpisom za obnovo objektov kulturne dediščine občina v višini dobrih 40 000 evrov med drugim sofinancira tudi obnovo spomenikov NOB. Doslej so bili tako obnovljeni vsi spomeniki, potrebni obnove, zlasti večji. Obnovljeni so bolnica Bohar, tehnika France Prešeren Bohar, potem centralni spomenik na Senovem, potem en spomenik je v Senovem prenešen, obnovljen je glavni spomenik v Brestanici, pokopališče Krško, osnovna šola Spominski park, Milka Kerin, potem Strmecki v zdravstvenem domu, potem je Penk, to je dole ob Savi, ki sicer sodi v zadnje dni pred vojno, potem Osredek tu gor in tako naprej. Skratka, vse, kar je bilo nujno, smo v teh časih obnovili. Podpisano pismo o nameri pa je še korak naprej. S tem si namreč v prvi vrsti zagotavljajo redno skrb za finančni dotok, občina Krško pa bo hkrati preučila možnosti zavarovanja pomembnejših spomenikov. Še posebej tisti, ki so lahko tarča kakšnih vandalskih poškodb ali pa konec koncev tudi zaradi narave lahko določeni spomeniki propadajo. Kulturni dom oziroma Mestni muzej Krško si bo po besedah direktorice Darje Planinc prizadeval, da bo vodil evidenco spomenikov, hranil pridobljeno dokumentacijo o spomenikih in skrbel za predstavitve spomenikov javnosti. Že leta 2017 so potekale aktivnosti. Zavedamo se, da mora biti Kulturni dom Krško s svojimi muzejskimi enotami, med katerimi je tudi Mestni muzej Krško kot muzej lokalnega pomena, se pravi za območje tako mesta kot občine Krško kot celote, vpeti v okolje, v katerem živimo. In tukaj smo bili s strani Združenja borcev za vrednote NOB pozvani k sodelovanju, kajti izkazalo se je, da imajo kot združenje izjemno skrb in posluh do pomnikov preteklosti, konkretno do teh spomenikov in vseh spominskih obeležij. Mestni muzej Krško je vstopil v sodelovanje z namenom, da je prevzel vso zbrano dokumentacijo, v kateri je popisano stanje spominskih obeležij. Hkrati pa se z združenjem dogovarjamo, da bomo skozi ali pomembne obletnice ali pomembne osebnosti v tekočem letu določena spominska obeležja izpostavljali. Tukaj bo imela, bom rekla, glavno besedo združenje. Muzej pa bo sodeloval pri predstavitvi te dediščine širši javnosti. V Posavskem muzeju Brežice predstavljajo izjemne grafične opreme, postavitev in plakate arheoloških razstav, ki jih je grafični oblikovalec in Prešernov nagrajenec Matjaž Vipotnik oblikoval v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in še nekaterimi drugimi organizacijami.
Ob slovenskem kulturnem prazniku in Udetu, ko obeležujejo 70-letnico delovanja, so v Posavskem muzeju Brežice pripravili nekoliko drugačno arheološko razstavo. Z njo se zazirajo v polpreteklost oziroma preteklost in predstavljajo podobe arheologije, kakor jih je videl eden največjih slovenskih grafičnih oblikovalcev. Torej, govorimo o 2 leti od tega preminulemu Matjažu Vipotniku, katerega torej, grafične podobe, njegovi izdelki so zaznamovali slovenski kolektivni spomin. Torej, poznamo ga po razupitem plakatu Marks na kolesu, po gledaliških plakatih, ki jih je pripravljal za gledališče Glej in Pekarna, po priponki 133. člen, po mnogih ovitkih za albume različnih slovenskih izvajalcev. V galeriji Posavskega muzeja Brežice pa predstavljajo tematsko razstavo plakatov, ki jih je Matjaž Vipotnik pripravil za arheološke razstave. Njegovo sodelovanje je povezano z delovanjem nekdanjega kustosa za arheologijo v Posavskem muzeju Brežice, Mitje Guština, ki je z njim pripravljal številne razstavne projekte. Od razstave Libna, ki je nastala v sodelovanju z muzejem Ioneum Graz, do simpozija Kelti v vzhodnih Alpah, do razstave Dobova. To so vse razstave, ki so nastale torej, v Posavskem muzeju in je Vipotnik za njih prispeval plakate in celostne grafične podobe. Na ogled so torej plakati, ki so nastali ob razstavah in hkrati gradivo, ki je bilo Vipotniku v navdih pri oblikovanju teh grafičnih podob. Vipotnik je bil pri svojem delu zelo natančen, preden je oblikoval grafično podobo razstave, je želel torej vse gradivo videti, izhajal je dejansko pri oblikovanju iz gradiva, zato se nam je zdelo smiselno, da poleg plakatov predstavimo še najdbe, ki so ga navdihovale pri oblikovanju. Na razstavi predstavljajo 6 plakatov. 4 so nastali za razstave v Posavskem muzeju Brežice, potem pa še ena v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in Arheološkim muzejem v Beogradu ter Pokrajinskim muzejem Koper. Vse te razstave Vipotnik oblikoval v sodelovanju z Mitjem Guštinom. Arheološke plakate je Vipotnik, kot dodaja Puharjeva, še posebej z veseljem oblikoval. Moram poudariti, da sta vpleteni bili obe strani, tako povabilo arheološke stroke k sodelovanju, torej Matjaža Vipotnika za oblikovanje razstav, kot tudi Vipotnikova ljubezen do arheologije, ki izvira še iz njegovih srednješolskih let, ko ga je zato navdušil njegov srednješolski profesor. In ta strast je tako, pač so me informirali njegovi sorodniki, ta strast do arheologije ga je držala do zadnjega dne. Gre za spominsko razstavo oziroma poklon Matjažu Vipotniku in njegovemu delu. Zelo smo hvaležni, da je to razstavo podprla in z odobravanjem sprejela tudi njegova družina, ki je bila prisotna na otvoritvi razstave. In moram še poudariti, da je to prva razstava, ki je nastala po Vipotnikovem slovesu, torej 2 leti po njegovi smrti. Razstava je na ogled še vse do 18. maja. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.